Izjemno me veseli, da ta karierni sejem, ki ga organiziramo od leta 2017, je vsako leto večji, tako na strani razstavljalcev, letos že 136, tako na strani obiskovalcev. Mladi začutijo, da nam je mar za njihovo karierno prihodnost in je to tudi za njih priložnost, da spoznajo ne samo poklice prihodnosti, ampak tudi se med seboj pomrežijo. Situacija na nivoju območja Službe Maribor, večkrat poudarim, da je trenutno zelo stabilna. Mi smo znižali brezposelnost za 50% v zadnjih 3 letih. Z primerjalnim obdobjem lani smo znižali število brezposelnih za 13%. In seveda vse to danes pravzaprav vpliva na to, da imamo v naših evidencah brezposelnih oseb teže zaposljive osebe, ki morebiti nimajo primernega znanja ali pa so ranljive skupine iskalcev zaposlitve in moramo z njimi delati veliko več, da jih vrnemo nazaj na trg dela. Napovedi so relativno pozitivne, ne glede na to, da se svetovno gospodarstvo malenkost ohlaja. Pričakujemo približno 2,7% rast zaposlovanja. Seveda iskali se bodo pa še naprej deficitarni poklici z področja predelovalne dejavnosti, trgovina, učiteljski poklici. To moram reči, da je za nas tudi zelo veliko presenečenje. Izpodrinili so celo trenutno gradbeništvo, ki je bilo po iskanju teh profilov je bilo na drugem mestu v Sloveniji, sedaj so pa učitelji, visokošolski učitelji. To pomeni, da to postaja sistemski problem in zagotovo mora država tukaj zelo smele korake napraviti v smeri tega, da bo učiteljskega kadra se dovolj izobrazilo in da bodo seveda ostajali v Sloveniji, da ne bodo prehajali v druge branže. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo izjemno veseli, da smo letos tudi mi del takega dogodka. Se iskreno zahvaljujemo organizatorjem, da so nas povabili k sodelovanju. Sam dogodek se mi pa zdi izjemna priložnost, da pokažemo vsi akterji v mestu, kako lahko sodelujemo, kako lahko pokažemo mladim, da so nam pomembni, da so karierne priložnosti tudi v njihovem mestu, torej da njihova prihodnost je v Mariboru. Bi pa poudarila, da na Ministrstvu za digitalno preobrazbo na naši stojnici imajo priložnost vsi obiskovalci, da si na lokaciji sami uredijo digitalna potrdila, ki jim bodo olajšala poslovanje za državo. Najprej bi želel resnično pohvaliti našo območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, ŠGZ, za odlično organizacijo tega dogodka. Zdaj naše poslanstvo v zborničnem sistemu je seveda to, da mladim predstavimo te poklice, ki so pravzaprav izredno obetavni, da jim pokažemo, da ti poklici imajo zdaj vse elemente, pravzaprav so digitalizirani, zeleni, poklici prihodnosti, nobena umetna inteligenca ne bo številnih od teh poklicov, ki se danes tukaj prikazujejo, zamenjala, tako da res želimo jim pokazati nek modern, svež način, kje je tudi prihodnost, kje je možnost tudi dobrega zaslužka. Mi ne smemo govoriti, da se v teh poklicih ne da dobro zaslužiti, ker mislim, da to tudi eden izmed pomembnih faktorjev. Gospodarstvo je seveda v eni težki situaciji, naročil je manj. To je definitivno, tudi na koncu vemo tudi, kaj se dogaja z nemškim trgom, pa ni za samo Nemčija tista, ampak to je povezano potem z ostalimi trgi tudi. Slovensko gospodarstvo in tudi podravsko gospodarstvo je pač izvozno gospodarstvo, ker smo enostavno premali in tudi premali trg je. In z tega naslova seveda pa moram reči, da potrebe po kadrih pa vendar so predvsem za tiste poklice, za katere vidimo, da se seveda tudi mladi malo manj odločajo. Namreč mladi, ko sem jaz bila še mlada, smo se bistveno bolj odločali za razne tradicionalne poklice, predvsem so bili vzori tudi starši, zdaj pa tega bistveno manj. Prihaja seveda tudi neka nova doba v smislu tudi neke bistveno večje digitalizacije, 3D printanje, robotizacije, umetnostne inteligence in seveda skozi to povezane tudi novi poklici. Opažamo tudi, da šolski sistem se v generalu ni prilagodil potrebam gospodarstva. Navsezadnje so tudi poklici vedno bolj kompleksni.
Včasih je bil poklic varilec in smo vedeli, da si je nekdo dal očala gor in je pač varil, ampak zdaj so pa že z roboti opremljeni ti poklici, zdaj je potrebno bistveno drugačno poznavanje, da lahko uspešno upravljaš ta poklic, ne, recimo primer. In skozi to seveda lahko rečem, da smo enostavno Slovenija tukaj dosti zamudila. Če lahko zaključim, gospodarstvo ne zavisi od tega, da ima tudi manj naročil zdaj v tem trenutku, ima velike potrebe po kadrih, predvsem tisti kadri, ki so tudi zdaj največji deficit. In če pogledam vsako podjetje, skoraj vsako podjetje ima na določenih področjih določen deficit. Hvala. Okay.